Kaj je dobra stena. A bo to šlo? Ma ja, peva, to čista uživancija. Ko mi čakam. Živjo, moje ime je Miha in vi poslušate podcast V steni. Podcast Planinske zveze Slovenije. Skupaj z gosti se bomo podali na različne plezalne in gorske pustolovščine, podoživljali in delili močne in pristne zgodbe. Zdaj pa prvešte se na vrv, dvojno se preverite in stopite z nami v steno. Čaka vas avantura. Rudi je v gore začel zahajati v osnovni šoli. Proti koncu srednje šole se je srečal s plezanjem, v času študija pa ga je alpinizem dodobra prevzel in temu je posvetil kar nekaj svojega časa. Sredi 80-ih let prejšnjega stoletja je skupaj s prijateljem, alpinistom, glasbenikom in pisateljem Tinetom Miheličem zasnoval legendarni alpinistični vodnik Slovenske stene. Knjiga, ki je zmes alpinistične literature in plezalnega vodnika, ponuja izbor najlepših slovenskih alpinističnih vzponov v domačih stenah. Alpinistična Biblija, kot jo tudi radi poimenujemo, je zaznamovala številne generacije slovenskih alpinistk in alpinistov vse do danes. Rudi je sicer učitelj tehnike, matematike in fizike, planinec in alpinist, pesnik, ljubitelj kulture, oče 6 otrok, direktor založbe Didakta, dolgoletni predsednik upravnega odbora Slovenskega knjižnega sejma, založnik jadralske literature, dolgoletni jadralec, pa še kaj. Z nami v steni tokrat človek, ki je v življenju izkusil marsikaj lepega, pa tudi grenkega, vedno zelo aktivni, visoko sposobni, neumorni Rudi Zaman. Živjo, Rudi. Pozdravljen. Vsak začetek maja te akademci napademo, če pripravil kakšno knjigo za nas, Na VTK. za akademsko srečanje, Ja, za memorial VTK. vedno, saj bom rekel, ta moja družina, tako rekoč, od mladosti je povsod, tako na teh memorialih, naj bo v Vratih, naj bo v Tamarju, ali pa med veterani na Vršiču, ker tudi že tam nekaj več kot 10 let hodim do lanskega leta kot sponzor, glavni ali edini, od lanskega pa kot član veteranov, tako da. In jasno, vedno prinesem knjige s seboj. Ne. In vedno smo jih zelo veseli. Ja, Tudi letos je bilo tako, ne? ja. Tudi ko sva se zares pogovarjala zaradi te donacije, ne, sem prišel tudi na idejo, Slovenske stene, Rudi, tole pa idealna prilika, pa še zdajle je maj, ne, sneg se tali v hribih, počasi bo skalna alpinistična sezona začela, no, saj se je že v nižjih stenah in tale knjigica bo spet zelo aktualna. Ampak preden se dotakneva te knjige, pa ko že govoriva o tvojih knjigah, da mi malo več povej, od kje pa tebi vse te knjige? Ja, torej jaz kot otrok sem bil nor na knjige dobesedno. Če se spomnim, sem mogoče prvo zaušnico od mame dobil ravno zaradi knjige, ker je že 12 klicala, da je kosilo, jaz sem pa spodaj nekaj na eni klopi bral. To sem bil star kakšnih 10 let, pa mislim, da je bila to Drejček in trije Marsovčki, in od takrat sem zasvojen s knjigami in to se je vleklo potem do trenutka, ko sem zapustil službo v Avstriji, to je bilo leta 1989 na zimo, je potem spomladi 1989 prišel zakon, da se lahko tudi v Jugoslaviji registrirajo založbe privatne, prej so bile prepovedane, no in mi je bila ideja že skozi, da bi izdajali kakšne knjige, ki so meni pač ljube, to pomeni gorniške, pomorske, ker sem tudi jadralec. Predvsem pa tudi kakšne učbenike, ki bi bili majčkeno bolj v korak s časom in bolj napredne po vzoru zahodnih založb.
No in spomladi, to je bilo maj, sem šel proti registrskemu sodišču z vlogo, da registriram založbo Didakta. Z osnovnim programom malo bolj na šolski program, vendar takoj sem imel že cel kup idej, katere planinske bojo išle in katere pomorske bojo išle. In tudi tako se je potem zgodilo. No. In takrat je bilo v Sloveniji, mi smo bili 17. založba v registrskem sodišču. Sodnik je vprašal v Ljubljano, če res lahko založbo registrira, ker je to, kakor on bi prepovedal, no, in so mu rekli, da zdaj pa že lahko. No, in tako smo prva privatna založba v smislu, da je glavna dejavnost založništvo. Ne. Ampak ni pa ostalo samo pri gorniško-alpinistični literaturi, pa je pomorski, ampak je še marsikaj drugega. No, sprva smo jasno začeli z nekaterimi delovnimi zvezki, ki so bili malo bolj sodobni, in potem smo ugotovili, da nam pa veliko bolj diši tudi otroška knjiga, leposlovje. Začeli smo zbirko Nobelovih nagrajencev in potem se je program širil, tako da danes, bom rekel, je ta program vsaj na 5 segmentov razdeljen. Še vedno so v ospredju tudi pač planinske, torej gorniške in pa jadralske knjige. Vsako leto izide vsaj 3-4 knjige iz tega področja. Imamo pa tudi ogromno drugih priročnikov, takih za osebno rast, potem tudi pa nazadnje tudi nekaj kuharskih, takih prav posebnih, ker sem vedno trdil, da nikoli ne bom izdajal kuharskih knjig, no pa tudi te izdajamo. Zarečen kruh pa to. Ja, tako, zarečen kruh, pa dejansko se tudi vsaj neko obdobje so se dobro prodajale, to je bil vzrok. Ne. Ja, a zdaj se manj bolj. No, zdaj se knjige itak zelo slabo prodajajo, tako bom rekel, predvsem tiste, ki jih človek dobi v knjižnici, a ne, in potem ni več smisla jih, ker ljudje so ugotovili, vsaj te malo starejše generacije, da je doma polno knjig, ki so jih enkrat prebrali, pa so jih dali na polico in postavil samo še prah na njih. Ne. In kar je logično, ne. In take knjige dejansko ljudje hodijo iskat v knjižnice, s tem je pa tudi prodaja slabša. Ne. Potem je nekaj malega kupna moč, ne, ta inflacija in podobno, in je pač z začetkom covida je prodaja knjig v Sloveniji začela upadati. Res, zanimivo. Sprva, torej sam covid je na nekaterih področjih, predvsem to, kar so ljudje doma prebirali zaradi preganjanja dolgega časa, ne, recimo, mi pravimo temu tako imenovani ljubiči, ne. Tisto se je prodajalo zelo dobro, ker so ljudje pač imeli ogromno časa, niso smeli v službo, niso smeli nekateri niti svoje občine. In je bila v knjižnicah še kar nekakšna prodaja, vendar, a ne, tiste resne knjige so takrat pa popolnoma obstale, potem so se tudi knjigarne zaprle in od takrat naprej se ljudem nekako so dobili nekakšen občutek, da knjiga ni več nujna, govorim o nabavi knjig, ne. Izposoja je v knjižnicah še vedno zelo velika, celo večja. Ampak prodaja knjig pa zadnje čase strmo pada. Ne. Ampak v enem pogovoru, verjetno izpred nekaj let, pa me boš popravil, mislim, da na prvem programu Radia Slovenije si pa razlagal, da je v Sloveniji pa v tem času ali pa v zadnjem času pa preko 100 založb v Sloveniji. Ja. Kar je glede na število prebivalcev pa tako zelo veliko. Na tem našem združenju, ki ga vodim tudi, to je Sazor, ki pač deli neke prispevke od fotokopiranja v osnovnih šolah in od raznih uvoznikov in tako naprej. Na Sazorju imamo registriranih 140 založb, ki se aktivno ukvarjajo. Ne. To, ko v tujini razlagam, da je pri nas 140 založb, se kar držijo za glavo, za 2 milijona, to pravijo, bi lahko preživelo 30 založb, mogoče 40, ne pa nikakor 140. Ja, ampak kako pa pol obstajajo? Obstajajo zato, ker so nekatere tako majhne, da recimo nima niti enega ali pa enega zaposlenega, da so to družinske majhne firmice, a ne, ki potem
vzporedno še ukvarjajo še s čim in potem na podlagi tega lahko za silo preživijo, ne, ali pa životarijo. Ne. Zanimivo. Ja. Tudi velike založbe, pač kakor slišim in poznam, imajo določene težave ravno v tem količinskem obsegu prodaje. Ne. Ta se zmanjšuje. Ampak, ko so že ravno pri knjigah, koliko pa, če imaš kaj občutka ali pa celo kakšen podatek relevanten, koliko pa se bere zares v Sloveniji? Bere se še kar veliko. Ne. Zdaj, mogoče tukaj nastane vprašanje, kaj se bere. Ne. Dejansko izposoja v knjižnicah, recimo knjižničarke ugotavljajo, da je na primer skoraj, bom rekel, polovica pogrošne literature, če lahko tako omalovažujoče rečem, ampak dejansko bere se kar veliko. Ne. Ne bere pa mladina, ne. Kar je recimo vse ankete in vsa ta, bom rekel, vsi te podatki kažejo, da otroci berejo tam nekje do enega 6., 7. razreda, potem pa to strmo pada do konca srednje šole. Srednješolci berejo mogoče, kar berejo v angleščini, berejo pač kakšne, kako bi rekel, evropsko-svetovne popularne knjige, iščejo neke svoje zvrsti, a ne, v tem smislu kakšne znanstveno fantastika in podobno, no. Ampak branje po zaključku osnovne šole strmo pada, ne. In nekateri ga potem zopet odkrijejo po diplomi, potem ko so že nekaj let v službi in si tu in tam privoščijo knjigo, potem pa spet nekoliko naraste. Jasno, zelo dobri bralci so upokojenci, ali pa kakšni mlajši taki upokojenci, predvsem teh raznih krožkov, vsi poznamo žal pokojno Manco Košir, ki se je trudila na tem področju branja, midva sva veliko sodelovala, pomagal sem ji pri kakšnih njenih krožkih v kavarni Union, imela redne dogodke ali pa potem gori v Tivoliju v Švicariji. Stalno je imela to in je dejansko pridobila ogromno teh starejših bralcev, ne, tudi srednjih let, ki so potem si izmenjavali ideje, mnenja in tudi prebrali veliko. Kupovali pa recimo morda manj. Nekje prečasno sem zasledil, ne vem kje, da Slovenci za kulturo naredimo veliko oziroma celo vse mogoče, če je ta zastonj. Ja. Če je pa treba kaj odšteti za to, je pa ročna zategnjena. To je vedno tako, a ne, mogoče je kriva že naša, kako bi rekel, zgodovina, ne, ko dejansko je bilo vsega, kar je bilo tako družbenega, tudi iz kulture, bolj ali manj zastonj. Ta profesionalna, odlična kultura je bila pa nekoliko zatrta ali pa celo na nekih področjih prepovedana, pa ne si bo to kakšne sodobne stvari ali pa tudi morda nekatere knjige, saj vemo, da je bilo vedno nekakšna roka države na tem, ne, ostala kultura je bila pa nekako bolj zastonjkarska, ne. No, in ta miselnost je še vedno, ne, tako da, ko kdo, ne vem, pogleda ceno knjige na hrbtni strani, reče, kaj, 20 €, pa to je, ne morem verjeti, toliko drago, ne. Potem pa zvečer s prijatelji v gostilni 100 € da kar tako, pa niti, kako bi rekel, ne pomižikne z očmi. Trzne. Ja. Tudi tako en tak površna ocena glede gorniško-alpinistične literature bi si jaz dovolil oceniti, da jo je manj, kolikor je bilo mogoče pred časom. Ja, Se motim? absolutno, drži to, ne. Predvsem tudi, ker te založbe, kot so bile včasih tudi nekako, bi rekel, nagnjene k izdajanju, na primer Mariborska obzorja in še nekaj takih, no, da ne naštevam, tudi Mladinska knjiga konec koncev je imela včasih velik obseg planinske literature. Tega je vedno manj, nekaterih založb, ki so se s tem ukvarjale, ni. Nekatere, ki so nastale, bom rekel, nekoliko za didakto, so pa se profilirale recimo kot Siddharta v kakšne vodnike in so postale zelo ozko profilirane založbe, ne, ki so pač potem samo na tem segmentu, in ker je majhen prostor, se ne morejo širiti, ne. Ena taka založba je potem v tujini lahko
se širila še na druga področja ali pa v druge države, ne, tudi zaradi jezika, pri nas pa je obstalo v taki majhni, kako bi rekel, družinskem obsegu, ne. In tudi s tem tudi izdaje. Koliko pa je v narekovajih problem tudi to, da mogoče mladina danes tako obvlada angleščino in tudi ni problem vzeti angleške knjige več v roke, ne? Torej, Ker včasih je vedno bilo treba bolj. prevesti, ne? Preveč je vedno bolj, recimo že pogledam pri mojih otrocih, a ne, moj sin hodi na fakulteto in ko mu omenim kakšno novo knjigo v slovenščini, reče, ne, povej mi, če je v angleščini. In on striktno zadnje 2-3 leta bere samo angleške knjige, ne. In jih išče pač po teh Amazonih in tako naprej, če gre kaj v tujino prenese. Dam tudi knjigo, ne, kar je zanimivo ali pa vzpodbudno, ampak vedno je to angleška knjiga. In tudi to, da je oče založnik, Ja. in tak ambasador pisane besede ne pomaga, ja, pač otroci grejo svojo pot, ne, ni kaj. Tudi najmlajša hči, ki hodi v srednjo šolo, mi zadnjič reče, veš kaj, zdaj bi pa jaz rada prebrala od Camilla Tujca. Sem rekel, super, dober izbor, ne. Rekla, ampak ga hočem v angleščini, prosim, če mi prineseš angleškega. No, lahko pa še malo po gostilniško zakriviva ekrane, ne, in socialna omrežja, internet, Ja. Netflix, programe televizijske. To je pa največji problem dejansko, ko se pogovarjam, bom rekel, z starejšimi ljudmi, ali pa jim prinesem kakšne knjige, tako ob kakšnem prazniku, je izgovor, saj tako imamo malo časa brati, veš, dajo knjigo na polico, večkrat po mojem tam ostane dlje časa, imamo telefone, tablice, televizije, 300 programov, kaj naj pa zdaj še, nimamo časa, enostavno zmanjka časa za branje. Pol je to kar izziv, sploh verjetno tudi šolskega sistema, kako približati Seveda. moč pa pomen, Seveda, zato ker enostavno v šolskih programih se to nekoliko postaja svobodnejše, ne, in otroci, vidim pač tudi iz lastnih izkušenj, namesto da bi knjigo prebrali, nekje poberejo na internetu povzetke, s tem tako rekoč dobijo vse znanje o tisti vsebini in oni so opravili svoje delo, ne. Ja, bližnjice, Na bližnjice, ki pa absolutno. pol ne pustijo tiste Ja. vsebine prave, ne. Pa mogoče smo, vsaj prejšnje generacije, prezgodaj jim, tako grdo rečeno, zatežili s težko literaturo. Ogromno srečam zdaj kakšnih starejših ali pa, bom rekel, tam nekje v fakulteti in starejše, ki Cankarja odkrivajo šele sedaj, ne. Šele sedaj, ko reče, pa to smo morali prebrati, pa mi je šlo tako na živce, zdaj sem pa po dolgih letih dobila v roke enega Cankarjega, pa prebiram, ne. Tako da, ja, tudi malo program šolski morda ni povsem ustrezen, ja. Ampak pred didakto je pa tvoja pot bila že, ne bom rekel dolga, ampak se je že marsikaj zgodilo. Ampak če greva še majčkeno nazaj, že prej si neki mladostniška leta, kako si knjige v roke vzel, mi pa povej, kako si pa v stik z gorami prišel. Ja, doma recimo starša v hribe, razen, bom rekel, taka nižja, ne, kot sta tudi nabirala borovnice in podobno, na hribe prav tako, bi rekel, planinske vzgoje doma ni bilo, ne. Ampak na srečo sem imel v Mostah v Ljubljani krog prijateljev, a ne, ki so nekje stalno nekaj iskali, neke športne aktivnosti. No, in tako smo se že zelo pač zgodaj tam nekje podali na Triglav, po Bambergovi, pač pri tistih 15-14 letih, na njihovo idejo, in potem me je to zagrabilo, no, in potem, ko sem bil star tam nekje 17 let, je prijatelj rekel, veš, akademski AOO, torej ljubljanski, ima razpis za tečaj, za tečajnike, potem pripravnike v alpinistični šoli, je rekel, a greva, no, in sva šla, no, in sem se vpisal in začel tečaj in pripravništvo potem v akademiku. Če si za občutek, katera leta so bila to?
Ja, to je bilo tam nekje 69, 68, 70. In potem, kako se je pot v hribih nadaljevala? Ja, tam v akademiku sem pač, bom rekel, ugriznil v plezalne smeri. Predvsem sem bil takrat zelo navdušen nad kakšnimi takimi, bom rekel, nekoliko lažjimi, štirice, trojke, morda kakšna petka. Plezal sem tudi šestke, ampak vedno sem raje drugi v navezi, ker so bili pač jasno boljši, večji frajeri takrat. Ampak zagrabilo pa me je in sem tudi na akademiku bil pol izbran za enega v enem upravnem odboru koordinatorja med alpinizmom in planinstvom. Tako preko neki taki zametki in tisto mi je zelo dišalo, ker sem tudi takrat pol kmalu začel učiti v osnovni šoli v Ljubljani, v Trnovem. No in tam sem vprašal, če je kako mladina kaj povezana z hribi. No in so rekli, da ja, da je ena učiteljica, takrat tovarišica, za nižje razrede, Dobrovoljčeva, ima super planinski krožek, ampak potem, ko pridejo pa na razredno stopnjo, se pa to nekako porazgubi, neki telovadniki, fizkulturniki, še nekaj malega, kdaj pa kdaj, ne pa to noben tega ne vodi. No in tako sem potem zagrabil tudi planinski krožek, ki je sprva začel tako s kakšnimi storžiči, pa s takimi vrhovi. No, potem smo pa to kar nadaljevali in Čakaj, to je bila srednja šola? osnovna. To je bila še osnovna šola? Ja, okej. večinoma so bili to za take resne ture, 6, 7, torej 8 razred, zdajšnji 9. razred, pa tudi mlajše. Enkrat se spomnim, da smo šli po grebenu na Storžič, so se prijavile same učenke, torej enih 6, 7 učenk iz 5. razreda s težkimi nahrbtniki, ampak ker je bil cilj, da gremo po grebenu na Storžič, smo pač šli, in je bil enkraten izlet, res, da smo bili pa zelo pozni in smo skoraj zamudili zadnji avtobus izpred dvora nazaj v Ljubljano, ampak to se je zelo razvijalo, in potem je bila zahteva te mladine vedno večja, in imeli smo, bom rekel, kar 8-10 let, vsako leto vsaj 2 turna smuka, z navadnimi smučmi, z navadnimi pancerji v nahrbtniku in torej praviloma je bila vedno komna, Krn, jasno na vrh Krna ravno ne, ampak do Krnskega jezera pa skoraj vedno. Bili so neverjetno navdušeni in kar se spomnim, recimo zadnjič sem srečal enega teh, ki je že tam blizu 50 let, je bil ves navdušen in rekel, pa spomnim se, da ko smo se vrnili z Krnskega jezera, jasno, z težkimi smučmi in starimi okornimi navadnimi pancerji, smo prišli noter v Komno, v sobo, pa rekli ob ene 4-5 popoldne, a lahko mi zdaj še zunaj naredimo skakalnico, imamo še skakalne tekme. Jaz sem bil zmatran, sem komaj čakal tisti pir, oni pa so potem še noreli do trde teme, sem jih mogel spoditi. In to je bil vse krožek, Ja, kjer to je si bil bil ti krožek, njihov mentor in to Ja. ste za Ja, mentor. vikende in tako hodili. Ja. Torej, skoraj vsak lep vikend smo kam šli, vsaj en dan, velikokrat za 2 dni, vsaj kakšen Triglav, pa Jalovec, pa tako. Peljali smo jih tudi, bom rekel, zgodaj spomladi na Jalovec, na pol zimska tura je bila to, smo si malo sposodili neke vrvi pa tako. Potem je pa ta pritisk naraščal in je pol tam, ne vem katerega leta, je ta mladina rekla, da bi pa šli oni na Mont Blanc. Sem rekel, Mont Blanc, kaj? Sem rekel, jaz sem ga že 3-krat obiskal, sem rekel, to ne vem, če je primerno, No in potem nekako je ta ideja, pa zakaj pa ne bi probali, pa saj bomo šli vsaj z Dom Digoté ali pa ne vem, mogoče malo gor do Tête Rousse, pa malo pogledati pa nazaj, sem rekel, zakaj pa ne. No in avtobus je bil poln v enem tednu, Celo neke, bom rekel, neke učenke iz 6-7 razredov so mame prišle prositi, če lahko grejo, pa sem rekel, ne, da žal, tule jemljem samo tiste, ki so z mano vsaj 2 leti, da vem, da so bili, ne vem, na Triglavu, na Jalovcu, na Storžiču, da malo poznam, koliko so. Čakaj,
mame so prišle prosit. Mame, ja, da so doma jokajo, da jaz sem rekel, da ne morajo jeti in da so mame rekli, če lahko bi jih nekako še sprejel, da bi šle. Ne. Pač enostavno potem sem naredil neka merila, ne, da tisti, ki je član krožka vsaj leto, dve, pa da ima nekaj teh vzponov z mano, da vem, da ne bo tam kakšnih problemov. Ne. Konec koncev sem bil na Mont Blancu in sem vedel, kaj se lahko vse zgodi. Ne. No in enostavno poln avtobus in čisto vsi so bili na vrhu. Res zanimivo, bravo. Ja. Je pa zabavna zgodba, no, tako bom rekel, ne, to, da sem bil zelo zaskrbljen zaradi resa. Ne. Jasno, ta mladina, 7-8 razred, ne, oni niso imeli deresa, ne, in pa smo malo imeli neke iskalne akcije, nabiralne, tako za tiste, ki jih niso imeli in pač eni še nikoli niso bili, eni še niso vedeli, kaj so to dereze. Ne. No, ampak potem sem šel zjutraj v Platano, tam v Ljubljani na kavo in srečam Nadjo Fajdigo. Nadja Fajdiga me je nekaj učila, pa sva polkrat postala prijatelja, ona je prišla, ki je zjutraj vedno nekakšen džin na vse zgodi. Pa sem rekel, Nadja, veš kva, zdaj imam pa en problem. Je rekla, kaj pa imaš? Sem rekel, zdaj pa pelem mojo mularijo na Mont Blanc, pa me malo skrbi, ker nimamo za vse dereze. A bejš je rekla, kaj pa rabiš za na Mont Blanc? Ene dobre, močne superge, mularija pa bo gor. No, samo toliko, da poveva, Nadja Fajdiga je bila pravzaprav takrat zelo slavna, no, verjetno prej, ne, no, absolutno prej slavna alpinistka, ne. Ona je pač prva ženska severne stene Matterhorna. Z Antem Mahkoto in tako. Ampak ta njena, ne vem, je bila šala, je to resno mislila o močnih supergah za na Mont Blanc, me tako malo pretresla, no, ampak potem smo za vse zbrali dereze, no jasno, imeli smo tudi organizirane mladinske vodnike, tako, ne, zraven. Ja, malo zavodene, tako da nekako recimo, tudi povabil sem mojega prijatelja Tonača, Toneta Sazonova, če gre zraven in je šel in on je imel 3 punčke iz 7. razreda v navezi, ne, in bil je pa uspeh, vsi so prišli na vrhu, ne, po normalki, dom de Goutet smo spali pod mizam, ker pač za tako druščino ni bilo prostora, da bi kjer kakorkoli bolj ugodno. Nazaj smo šli pa čez mule, čez Grand Mole, ker pač je kar zahtevno, tako bom rekel, no, ampak so vsi presrečni prišli dol in potem, ker smo to naredili, kako bi rekel, veni vidi vici, je nastal v avtobusu celo malo revolt, da bi zdaj šli oni še v Cermat, ne, pa mogoče še tam kam. Ne. No, jaz sem temu nasprotoval, ker sem rekel, da sem staršem obljubil, da bo samo ta izlet in da se ne bo niti za en dan podaljšal, no, in potem so mogli sprejeti mojo avtoritarno odločitev. In tako, iz današnjega stališča se kaj takega ne bi moglo zgoditi, ne? Ne, že malo kasneje, potem, če se spomnimo, je nastal ta Breithorn, to je bila ena nesreča, prva taka, ki se je nekako potem tudi sodno končala z obtožbo 2 vodnikov, oziroma spremljevalcev, no, se nista bila vodnika. To je bil ta Logondar in še njegov kolega, ko je škofjeloška gimnazija imela izlet na Breithorn, ko vemo, kakšen vrh je, in so prišli na Tudul pas tako nekako poldne ali popoldne, in ker je bilo takrat vreme še kar nekako pa slaba napoved za naslednji dan, sta te 2 spremljevalca odločila, poskusimo, ker so šli malo gledati, kako zgleda, ne, poskusimo kar skočiti na vrh, zdaj je idealno še, vreme se je pokvaril, no, vreme se je pa pokvaril že, ko so se vzpenjali proti vrhu, že prej, ne, na ledeniku in potem so v megli se ene, ne vem koliko, 2 naveze zgubile, en fant je bil pokojni, ga nikoli niso našli, je nekje zataval potem v megli v kakšno razpoko, no, in to je bil tak tragičen izlet, kamor so me tudi povabili, če bi šel kot spremljevalec, pa nekako takrat se mi je nekako čas ni pokril in nisem odšel, ampak potem sem pa spremljal, ker je moja prijateljica soseda je sodila ta primer in je rekla, da pač kar ona pozna, je to prvi tak resen primer gorniške nesreče, da so pa tudi te 2 bila nekako delno obsojena. Ne.
Moja žena, ne, mi je razlagala, kako je njihov učitelj telovadbe, tudi alpinist, Janez Benkovič, ene parim, ki so tam neki pomagali pri telovadbi, ali so merili, ali kaj pospravljali, kakorkoli že, ne, jih je pol pa za nagrado peljal tam pri Kamniku s padalom skočiti, ne, in so otroci sami skočili s padalom, ne. Kar je se tudi tako, si danes predstavljam, če bi se to kaj Ja, takega tiste časi zgodilo. so bili taki, da recimo, ko je, ne vem, se kdo kaj, nič hujšega se mi ni zgodilo v tistih 12 letih vodenja, ne, ampak če se kdo glih kako kje popraskal ali kaj takega, naslednji dan mame ni bilo v šolo, kvečjemu kakšno zahvalno pismo, da smo ga lepo povili in mu dali bliže in da se zahvaljuje za tako spremstvo. Danes bi prišla pa verjetno z dvema odvetnikoma. Tako so se stvari spremenile, tako da, ko me kolegi, ki še učijo, rečejo, veš, kako je bilo, zdaj je pa popolnoma drugačne, tako da. No, sej ne bova idealizirala nekih časov ali pa oblik, pa absolutno se je tudi treba gorništva, alpinizma, plezanja, česarkoli na tem področju lotiti, tako kot je pač to potrebno, ne, s primerno usposobljenostjo in tako naprej. Ampak po drugi strani pa verjetno, ne, tako kot si že prej omenil, so pa te udeleženci verjetno še danes ti hvaležni pa celi ekipi za vse te izkušnje, ki so pa zelo pomembne, ne. Ja, absolutno, saj brez teh izkušenj dejansko si težko predstavljaš kakršnekoli napredke v teh Sploh, če pomisliš za enega otroka tam v osnovni šoli, da pride na nek hrib, nek vrh. Mislim, to so zelo intenzivni občutki, intenzivni spomini, ne. No, še danes bom rekel, pa od tega, kar sem učil, je že več kot 30 let, ne, srečujem učence, ki so danes odrasle gospe in odrasli gospodje, so ta srečanja neverjetna, ne, tako bom rekel, čustvena, a ne, in vsi obujajo te spomine, da niso mogli verjeti, ali da so bili na turnem smučanju z navadnimi smučmi in ali da so bili na Triglavu, ne vem, po večkrat nekateri, a ne, seveda, ne. Eni so bili tudi otroci, kako bi rekel, ki so se redno udeleževali slavnih alpinistov, ne, tako da od Janeza Goloba, našega alpinista, otroka, sem oba učil, eden je vrhunski glasbenik, eden je pa žal pokojni, Urban Golob, Urban Golob, a ne, oba sta hodila z mano, tudi imeli smo kakšne take resne izlete v Dolomite, hoteli smo na Monte Cristalo, takrat je šel oče Janez z nami, pa pol zaradi snega gor više nismo uspeli priti na vrh, ampak bili so taki velikopotezni izleti in vedno so bili, da rečem, razprodani, ker je bilo ta občutek svobode, ki ti ga daje gora, neverjeten, in jaz pa tudi kot učitelj nisem bil, vsaj tako so rekli, preveč zatežen. Enkrat se spomnim, da na Vodnikovi koči nismo dobili drugega kot zimsko sobo ali neka večja skupna ležišča, kako je že bilo. Bila je še slavna oskrbnica Angela, ki je bila pač, ne, tam legenda desetletja. No, in je bil tudi ene dva gosta, sta bila starejša gospoda in jasno mularija zvečer v tistih skupnih ležiščih, tisti veliki sobi so imeli živ žal, ne. Ura je bila že skoraj blizu 10, a ne, in jaz sem jih pač pustil nekoliko, da se malo razživijo, ne, kar je gospod en mal prišel potihem do mojega ležišča in rekel: "Ja, vi, tovariš, a tole bo zdaj kar celo noč, ne?" Sem rekel: "A je že dost?" Je rekel: "Ja, zdaj bi pa jaz tudi malo zaspal." Na kar samo rečem: "Dovolj, tišina." Ko bi odrezal, eden ni več spregovoril do jutra, ko smo jih ob 5 vrgali s postelje. Pa če nisi bil zatežen, si hkrati imel tudi avtoriteto. Ja, to pa ne, res, očitno. moram reči, da to pa res, kadarkoli sem kaj rekel, se sem redko, ampak je pa držal. No, super. Povej mi, sočasno si še plezal zase, ali je bilo, ko si učiteljeval? Ja, plezal sem skozi še zdaj, no, še danes, ampak danes, bom rekel, so te številke tako, bi rekel, šolske, začetniške, a ne, ampak jaz sem potem, bom rekel, vzporedno tudi, no, splezal marsikakšno smer,
res, da me je pol vse skupaj, kako bi rekel, časovno, tako da bi napredoval v kakšne ekstremne, ne vem, da bi soliral kakšnega Aschenbrennerja, to me glih ni bilo takrat še padlo na glavo, ampak sem pa rad obiskoval taka, kako bi rekel, klasiko, a ne, predvsem pa tudi s Tinetom Miheličem, potem, ko je nastajala knjiga, ne, sva marsikakšno smer vsaj delno ponovila, a ne, včasih z izgovorom, da jo morava ponovno pofotkati, pofotografirati, včasih, da sva preverila, če je vstop rešil tako, kot je on mislil, da je, no, in tako ob nastajanju knjige sem še marsikaj splezal, kar sem mislil, da sploh ne bom, ne. No, zdaj lahko poveva, da si ti en izmed dveh avtorjev, poleg omenjenega Tineta Miheliča, naše alpinistične biblije, slovenske stene, ki jo si upam trditi pozna vsaka alpinistka, vsak alpinist. Pač alpinistični vodnik, ne, izbor najlepših plezalnih vzponov, jaz imam pred sabo svojega, sem ga prinesel, to je že moja ta druga, poleg prve izdaje, tole izdaja iz leta 2003 in vidiš, da je zelo guljena, ne, pol jaz, če bi jo še odprla, ti pokazal, koliko je pocahnjena, skratka, kultne slovenske knjige in dajva se majčkeno zdaj pa spustiti v tiste začetna obdobja, kako je sploh prišlo do te ideje za tako knjigo, kako sta s Tinetom skupaj prišla glede tega projekta in kako se je potem to razvijalo. Ja, ko sem na akademiku začel s plezanjem kot potem pripravnik, je bilo moj izziv, da bi, ne vem, neke težje smeri ali kakorkoli plezal, da jih spoznam, vsaj za prvič s kakšnimi izkušenimi, ne, kot smo rekli, starimi fotri takrat, in je bil velikokrat problem v soboto, v soboto grem pa jaz eno prvenstveno, veš kaj, bova probala drugo soboto, no. Tako se je to vedno nekako pol odmikalo, kakšna smer, potem sem pa jaz se tega kar sam lotil večkrat, a ne. Tudi, bom rekel, še kot pripravnik ali celo kot tečajnik sem sam prvič splezal slovensko, po opisu 2 stavkov v našem alpinizmu, ker mislim, da sta samo 1, 2, 3 stavki o slovenski smeri. To od Kajzelja. Ja, no in takrat, a ne, potem sem ugotovil, ko sem raziskoval te smeri, da bi bilo najboljše, da malo plezam, hkrati pa da naredim, nastaja vsaj tako počas en vodnik, a ne, ki bo vseboval vse dobre klasične smeri v slovenskih stenah, ne. To, kar bi jaz rad preplezal, pa tudi kakšno, ke ne bom, bi pa kakšnega povprašal za opis, a ne. No, in to sem imel že kar dobro zastavljeno, vsaj v glavi, pa nekaj tudi na papirju, na kar se dobiva na nekem, mogoče celo na Turncu s Tinetom Miheličem in potem na Perčku, v gostilni pod Turncem mu razlagam to svojo idejo. Pa je rekel: "A veš, Rudi, jaz sem tudi že nekaj časa razmišljal, da en tak vodnik, ki bi imel pa vso klasiko v vseh stenah, od tako rekoč, da rečem malo karikirano, od Pohorja do Ankarana, po vzoru, a ne, slovenske transverzale, bi bilo pa super, da bi bil en tak vodnik in bi ga tudi jaz rad delal. Če si za to, pa dava glave skupaj, pa sva oba avtorja." Sem rekel: "Ja, veličastno, če se ti dovoliš, da jaz s svojim pač znanjem, ki ga imam, postanem soavtor tega, ne, sem takoj za." No, in sva se lotila. Najprej smo naredili neko številno anketo med znanimi alpinisti, a ne, katere smeri, in sva napisala vrhove, ne vem, kot na primer Triglavska stena, naj napišejo, katere smeri bi morali biti v steni, ne. No, in to sva postala, če se ne motim, okrog 100 alpinistom in sva dobila kakšnih 60-50 odgovorov nazaj, lepo izpisane. Nastal je celo neka tam ena pomota in Stanko Klinar, pokojni, me je opozoril, je rekel: "Super ideja, samo tam imaš pa nekaj narobe," no, pa mi je popravil, no, ampak oni alpinisti tega niso opazili. No, in ta anketa je dala pol te rezultate in potem, ne, saj uvodoma so napisana imena, kdo je vse sodeloval, smo imeli
na Planinski zvezi delovne sestanke, a ne, kako, a ne, katere smeri, kaj, kdo bo kje kaj prispeval, no. In potem sva začela s Tinetom pisanje tega, vmes tudi nekaj zbirala fotografije, pa nekaj sem jih imel sam. In kaj se je zgodilo, ne? Potem, ko sva primerjala moje opise in njegove, sva ugotovila, da to nekako malo škriple, ne. Zakaj? Ker so bili Tinetovi veliko bolj veličastni, ne. Tine je bil mojster peresa, to se vidi v vseh njegovih vodnikih. Jaz sem pisal bolj tako, kako bi rekel, učiteljsko, ne. On je pa pisal tako, da te, kot pravi, zasrbijo prsti in bi šel takoj plezat, ne. No, in potem sva ugotovila, da bom jaz vse ostalo prevzel, on pa končne opise, no, sej, a ne. In potem je nastalo to, da sva šla marsikakšno steno pogledat, kaj splezat. Velikokrat je on rekel, veš kaj, greva sam do one izstopne rampe, potem pa se meni ne da danes več. Jaz sem to že dvakrat, pa sem malo pozabil, pa tako naprej. Ampak je bilo zelo lepe dneve sva imela enkratne, to je veličastno bilo z njim se potepati od Kamniških, ne vem, do Julijcev in tudi po Primorski dol Osp. Predvsem pa sva tudi nabirala fotografije, no, nekaj sva jih imela sama, jaz sem jih tudi veliko naredil. Pri prvi knjigi je nastal pa ena smola, da delo, ki je tiskal to knjigo, ni poudarjal, da mora biti te razčlenja in so te fotografije nekoliko zažgali, to pomeni očrnili, in so nekje kakšne spodnje stene zelo slabo vidne, kje je vstopne, tako lahko malo improviziraš. In sva bila zaradi tega malo razočarana, no, ampak Cankarjeva založba je rekla, da je to čisto dosti dobro, ne, ker mi sva hotela bi to ponovili ali pa nekako ponovno fotografije zbrali za tiste stene, ki so zažgali oni. Očrnili, no, pač lepo povedano. No, ampak ne glede na to, potem je knjiga izšla in je tudi nekako pohajala, tako bom rekel, naklada je bila 2500 izvodov. Naju so prijatelji alpinisti cukali za rokav, a mava kakšen izvod, malo poškodovan in sva pridno hodila celo skupaj kupovati po 5 knjig, po 10, imela sva avtorski popust in sva pol te knjige brezplačno delila prijateljem, pa za rojstne dneve, pa na kakšne tabore sva kakšno prinesla. No, in mislim, da sva imela na koncu oba precejšno izgubo s to knjigo, ne. Čeprav sva dobila en rečemo temu skromen honorar, sva jih toliko pokupila sama, da. No, in potem je knjiga pohajala, nastala je prva digitalna doba in mene iz planinskih, torej iz alpinističnih odsekov kličejo, če bi se dal dobiti še kakšen izvod, ne. Pa jaz rečem, da zdaj je ne, bolj ali manj razprodano, pa da ni velikega zanimanja in potem se dobim s Tinetom, pa mu malo to povem, glej, problem je, da me kličejo, če bi mogoče pri Didakti izdali en ponatis, sem rekel, ampak je veš, kle en velik problem, Tine, najprej bo treba previdno in precizno pretipkati čisto celo knjigo v digitalno obliko, ker prej je bilo vse na starem klasičnem stavljenju v delu, a ne, s svincem, ne, kot smo rekli. No, potem je pa Tine rekel, veš kaj, deva najprej naročiti en pir, potem pa reče, veš, jaz sem to imel v mislih in sem vsak večer, ko sem prišel iz filharmonije, pretipkaval v računalnik najino knjigo. No, in v parih dneh, no dobro, v parih tednih je on imel to urejeno in je pripravili smo nove fotke, obiskovala sva te najine, bi rekel, alpiniste, ki so imeli odlične fotografije, tudi ta naslovnica, ne, je od enega od njih, no, in so nama jih z veseljem pač te fotografije dali in nastala je prvi ponatis slovenskih sten, ki je šel pa potem, bom rekel, tako rekoč v razprodajo v parih mestih, a ne. Naklada je bila majhna, ker sva se bala, da mogoče ne bo zanimanja, no. No, in danes je tako rekoč med nami 5. izdaja, ne. Vsakič iz tako kakšnih 1000 novih natisnemo, ne, tako da lahko rečem, da jih bo kmalu 10 000 knjig. Ja, se pravim, tale moja je že zelo oguljena. Zdaj, Tinetovi opisi so tako zelo taki romantični tudi, ne, na trenutke poetski, ne. Kot vedno. Je pa tako zanimivo, da sta tudi dala majčkeno zgodovine, vedno so tudi avtorji zraven opisani,
tiste seveda tehnični podatki od ocene dolžine in tako naprej. Kako sta pa skice, kdo pa se je tega lotil? Skice smeri. Tako, a ne, slike smeri, a ne, dejansko smo delali na paus papir, a ne. Torej, avtor je Golnar, a ne, ki je prevzel, bom rekel, roko nad tem, a ne. Ko so se izrisale smeri, a ne, smo istočasno tudi na fotografijo položili paus papir in vrisali smer, a ne. Včasih smo malo kiksnili, ne, to nam je kdaj kdo, kakšen Arnejšek napisal kakšno pismo, da je tam iskal dolg časa, pa pol mu je Tine v alpinističnih razgledih lepo malo šaljivo odgovoril, no, ampak kakorkoli, napak je bilo nekaj, ne, in pri ponatisih smo poskušali vsaj take bistvene, ne, popravljati, a ne, ampak vsake potem tudi najdejo kakšno malenkost, ki jo je sporočil, ne, in potem smo ugotovili, da tega je preveč, no, in bolj je vedno nastajala ideja, da bi naredili novo knjigo, a ne, ki bi bila tudi z elektronskimi podatki o kotah in tako naprej, uporabna z pač pametnimi telefoni, ampak, bom rekel, to pa razen teh razmišljanj in urednikovanja tako nadaljavo še ni prišlo, ne. Ja, sej mogoče si mi sploh ne predstavljamo, koliko velik projekt je to bil, ne. Koliko časa sta pa recimo od neke ideje začetne, pa če rečem, ko sta plunila v roke, pa potem, ko sta dobila izdelek, torej knjigo v roke, koliko časa je minilo? Knjiga je nastajala 4-5 let, a ne. Ja, ne, No, tako saj da, to. vse kot sem rekel, za to ekipo, a ne, pač so bili tudi ti alpinisti, veterani, tako bom rekel, kot pač takrat še vedno aktivni, od Škarje, Bojana Polaka, Goloba, torej ni bilo, da ni bilo enega odličnega alpinista, ki bi vsaj kakorkoli prispeval ali se udeleževal sestankov na Planinski zvezi, no, in dejansko je knjiga nastajala tako do prvega tiska 5 let, ne. Ker v drugi, oziroma v prvem ponatisu, ali pa mogoče že drugi, boš povedal, je pa tudi Pavle Kozjek, ne, sodeloval. Ja. Tudi ima, vidim, oziroma neke spremne besede noter, pa par skic novih, oziroma par novih smeri ste umestili. Ste malo razširili nabor vseh sponov, ne? Ja, jaz sem vedno, no, potem tudi, ne, pol, nažalost, ko je že Tine bil pokojni, vedno spraševal kakšne alpiniste ali kje na kakšnem srečanju, a ne, ali kakorkoli, če imajo kakšen podatek, predvsem za, bom rekel, za stene, ki so bili mene malo bolj od rok, ne vem, mogoče tam nekje kakšen na Kamniškem delu, a ne, ker zdaj nekako bolj proti Julicam hodim, ne, zadnje čase. Vedno sem iskal kakšne podatke dodatne, jasno, in tako sva tudi s Pavletom sva se tam veliko družila, tako da potem, ko je pač nažalost ostal v Himalaji, sem bil takoj za to, da se mu naredi eno res odlično knjigo, a ne. In ta knjiga je res tako, kako bi rekel, pravi spomenik Pavlu Kozjeku, a ne, tako da. To vsekakor tudi njegovi, ne, saj tudi saj v ožjih krogih alpinističnih tudi poznamo njegov vodniček, njegovih prvenstvenih smeri, ki ga je, zdaj se jaz ne spomnim kdaj, izdal. Nekaj teh je tudi v slovenskih stenah, nekih tudi postalo zdaj modernih klasik, nekaj njegovih smeri je pa še vedno v tistem rangu, ki so izbrane zgolj za peščico najboljših, ne. Če lahko pa tudi omenim, je pa saj v drugem ponatisu pa knjiga namenjena še nekomu. Pa saj Ja, to pač je malo povezano z mojo življenjsko zgodbo. No, Tine je pač večkrat šel tudi v Ande
In takrat je moj najstarejši sin Andrej, se vpisal v plezalno šolo, morda zato, ker pač imel nek občutek enega iskanja, namreč ko je bil pač v prvem letniku gimnazije, se je ubila moja žena, njegova mama, ko ga je šla iskat v šolo, no, in takrat sem jaz potem ostal sam s 4 majhnimi otroci v Tržiču in nisem vedel, kam me pot pelje naprej in kako in kaj bo. No, Andrej je bil pa takrat v avtu in je imel pol skozi nekakšen občutek, da je on kriv, da se je mama ubila, ker je pač na obvoznici Ljubljane pač imela prometno nesrečo. On je prišel domov, pa njegovi sošolci, razen eden se je nekoliko poškodoval, sošolci iz prvega letnika gimnazije, takrat so bili stari 15 let. No, on je takrat potem začel obiskovati plezalno šolo, ne. No, in potem je naredil tudi izpit za alpinista. Vmes je, predtem pa je tudi še predno je postal registriran alpinist, je pa veliko plezaril, predvsem tudi v domačem Storžiču, tako kot naš ta črn Filip Bence skoraj. Vsako popoldne, po šoli ali kakorkoli je šel v kakšno smer, predvsem v poletju. No, in potem je bil 4-krat je bil v Andih, na marsikakšnem vrhu, potem je bil v Novi Zelandiji, potem pa je nekako rekel, da zdaj pa čas za Himalajo. Jaz sem ga zelo odvračal, sem rekel, naj se priključi neki odpravi, pač, pa bo potem malo spoznal. Ne, on je rekel, veš kaj, rekel, foter, te časi so mem, danes moraš neki solo, tako kot te naši Humar in te frajerji neki solo narediti, potem te pa sponzorji, potem pa lahko od tega nekako, kako bi rekel, ne živiš, ampak v tem si lahko pol uspešen, rekel. No, in jaz bom šel solirati eno steno v Dorže Lakpo, Langtang, in je pač to tudi naredil, ne. Jaz sem imel možnost samo, je rekel, a boš sodeloval, ali bom pa mogel sam nekako. No, potem sem mu vse nekako malo pomagal, predvsem finančno pri plačilu za vrh in vse ostalo. No, pač na žalost se je na vrhu ena opast ustavila njegov korak, opast se je zrušila, ko je hotel izplezati ven, in pač je potem ostal in je še vedno ostal v Himalaji, ker je ponoči pridrvel plaz iz gore in ga je pač pokopal pod sabo. No, in nekako, Tine je vedno rad z Andrejem plezal, no, tako, kadar je raziskoval še, ali kakšen doprinos za najino knjigo, ali pa tudi sicer, no, in potem je on vztrajal, da pri prvem ponatisu, da nekako mora biti tudi en, pač, mi smo tudi vsi trije skupaj plezali, pač ne prav veliko, ampak kar nekaj smeri, v belih vodah in še marsikje. No, ampak potem je nastalo tako, da je pri teh nadaljnjih ponatisih sta na tej sliki že 2 pokojna. Lepo, da ste se takole spomnili obeh. So mogli biti pa to za tebe, za tvojo družino v kar težki trenutki? Ja, predvsem je bilo takrat pač zelo težko, namreč zakaj, ko ostaneš v tistih najboljših letih, jaz sem bil takrat star 39 let, ostaneš sam z majhnimi 4 otroci, najmlajši šel ravno 1. razred septembra, tako da pač ne veš, ne vidiš izhoda, pač, in takrat je lahko, razumem kdaj, ko se kakšnemu kako drugače to razplete, je lahko zelo usodno. Namreč ne vidiš izhoda, ker mi smo imeli tam 4-5 kreditov za hišo, žena je bila zdravnica v zdravstvenem domu Tržič, oba sva bila Ljubljančana, tako da razen tiste še nedograjene hiše in ogromno kreditov in 4 otrok ni bilo nič, Didakta je ravno začela z delom, nekako. To je bilo leta 91, ni bilo še nobenega denarja pri Didakti, vse smo vlagali v naslove. No, in potem enostavno je bila odločitev, da nekako v Tržiču ostanem, no, in žena je pa tudi prej bila zelo zasvojena s hribi, tako kot planinka, potem pa v Tržiču, direktor Robič je bil načelnik ali pa tudi gorski reševalec, zdravnik, in je potem rekel, veš kaj, čas je, da imamo mi eno
zdravnico med svojimi vrstami, no, in ona je bila pol po nekem naključju prva ženska gorska reševalka, no, in včasih ko so imeli kakšno vajo, šel v vrata gledati, ko so jo s helikopterjem, ki se je vrtela kot frtavka, vozil na vrhu Slovenske ali nekam, ne, in sem rekel, da si bo še odvrtel tole dol, ne. Tako, no, ona je potem, jasno, ne, imela še velike ambicije, da bi nadaljevala, pač jasno, Z smrt je reševanjem in to. preprečila, da bi bila še bolj aktivna kot gorska reševalka. Kako je bilo ime? Mira Grmovnik Zaman, to je bila taka prva. Namreč prej ni bilo nobene ženske pri gorskih reševalcih, no, in to pač verjetno, da takrat so sprejeli njo samo zaradi zdravniškega znanja, ne, verjetno, ne, tako da. No, če je tokrat bila na akcijah, je že mogla biti uspešna. Ja, veliko so bile kakšne take, na akcijah je bila že po principu je bila pripravnik GRS, ne. Na akcijah je bila pa kar veliko in se spomnim, da včasih nam je kakšna resna akcija celo preprečila odhod na počitnice, ker smo jih imeli komaj izbojevane tisti teden, izborjene tisti teden 10 dni. Namreč bila je neka velika nesreča avgusta v Kočni, ko je neka nizozemska družina jih je proti vrhu Kočne zajela snežna nevihta, 15. avgusta, mislim, da je bilo, je snežna nevihta ubila 2 očeta in mamo ene 18-letnice, no, in ker je bila pač nemogoče, a ne, takrat s helikopterjem do njih, a ne, smo mi namesto na počitnice, a ne, šli oziroma ona je odšla, mi smo pa doma čakali na reševanje pač, a ne, na Kočno, no, in potem se je to še za 2 dni vlekel, a ne, ker je mogla, potem se je vozil s helikopterjem od kraja nesreče do mrtvašnice za te mrliške zapisnike in tako naprej. No, teh reševanj je imela pa glede na to za kratko dobo pa kar veliko, ja. Če se zdaj majčkeno vrnemo na tole knjigo, ko zdaj že iz neke časovne distance gledaš nazaj, a si kdaj predstavljal, ali pa če sta si s Tinetom predstavljala, koliko pravzaprav bo pomembna ta knjiga, koliko bo postala neki tazga, kar alpinisti pravzaprav vsaj v sezonah, pa verjetno prej še majčkeno bolj dnevno v roke jemljemo, in bo pravzaprav tako močno vplivala na tole alpinistično skupnost skozi ta desetletja. Nikakor ne, ker jaz sem si vedno predstavljal, to bo knjiga takim, bom rekel, zelencem, kot sem bil jaz, ne, da zdaj bi šel ponuditi kratko nemško, prijateljev nima, ne, ali pač mogoče enega, ki je kakšen začetnik in bo kle prebral in bo to služil takim, bom rekel, iskalcem, ne, mladim alpinistom, ne, nikakor pa, da bo imela tako odmev v planinskem prostoru. Tudi Tine je rekel, veš kaj, bolj zapustiva neki zanamcem, tako da ne bojo sami iskali kje kakšen opis, ne, takrat, ko je to nastajalo, še ni bilo ne duha, ne sluha v kakšnih pametnih telefonih, ne, in dejansko sva tudi s Tinetom, pa tudi jaz se spomnim enkrat v Nemški srečal enega pač mlajšega alpinista ali pač plezalca ali karkoli že bil, ko se tam nekako iščeva, pa pravim, kako pa kako si pa prišel do opisa te smeri? Je pa rekel, jaz sem imam v žepu, ne. Je rekel, iz knjige Slovenske stene Tine Mihelič, Rudi Zaman pa je odprl list, prepognen, zmečkan sicer, ne. Je rekel, potem jaz plezam, lejte, skozi, je rekel, sfotokopiram smer, pa grem, pa najdem, soliram, je rekel, skozi, veste, jaz sem en tak bolj naturščik. Sem rekel, super, ne. Je rekel, ja, knjiga je pa fajn, je rekel, sem jih že cel kup preplezel, ne. Zanimivo. Prej si omenil, kako sta prerisovala Scheleshammerjem, Ja. s prosojnim papirjem. Ja. Zdaj sem se spomnil, da sem tudi jaz v tistih začetnih alpinističnih fazah, v začetnem obdobju, tudi sicer ne Scheleshammerjem, ampak z navadnim papirjem, belim, na skice in tem skuljem prerisoval to, tudi na roke prepisoval opis, ne, ker pač ali se mi ni dalo, ali je bilo predaleč do kakšnega kuperca, ne, teh priprav doma še nismo imeli in smo pol s temi skicami letali po hribih.
Ja, zelo je bilo tako, včasih smo pri Tinetu doma v Murglah se lotili tega včasih, kjer na Planinski zvezi, pri meni doma, kakšen poznavalec se nam je pridružil za tisto smer, ki je pač pred kratkim plezal, ne, in velikokrat smo se tako prijazno sprli, kje je vstop noter, ne, ali 3 metre bolj levo ali 3 metre bolj desno. No, si pa lahko predstavljaš, da smo imeli mogoče Miheliča celo malo več, ne, včasih se reče tele knjigi Mihelič, mogoče zaradi Tinetovih teh poetičnih opisih, ne, v Miheliču takole piše, smo rekli, ampak včasih smo ga imeli tudi v zobeh, ali pa vaju, ne, ko smo falili kakšen kamin, ne, pa si pol tam je napisal, greš po zeleni lašti desno in po tretji poklini zaviješ v navpičnico, pa nisi najdel in pa si to neki klev. To se nama je dogajalo velikokrat, bom rekel, saj po prvi, pa po drugi izdaji tudi, ker, no, seveda še vedno je kaj veliko napak. Namreč prišla sva do smeri, ki jih ne on, ne jaz nisva plezala, imela sva recimo za primorski konc mogoče kakšnega podgornika ali kogarkoli, ker je rekel, ja, veš, čisto dobro se ne spomnim, mislim pa, da potem po uni prečenci greš pa kar levo ven, ne, naprimer, tako kakšen opis, ne. No in pa sva tako zapisala, ne, ker midva sva bila tudi, bom rekel, slaba poznavalca točne te smeri, ne. Midva sva dejansko, ne vem, v prvi izdaji, kjer je obljubljala, Gaj bo Pera Unmo, ki bo prvi preplezal vse smeri iz te knjige, ne. No in se spomnim, da Filip Bence je rekel, fanta, a že šparata za pivo, ker bo meni se je zelo malo zgodilo, ne, tako, ampak nažalost je zdaj pokojni, to najbrž on ne bo. Ampak kakorkoli, veliko je bilo teh pripomb, ampak predvsem v smereh, ki so bolj redko plezane, ne. Ja. Recimo spomnim se, da sva en dan odbrzela v Bovca, ne, in v Kaninu, ne, tam iz Žičence sva slikala eno smer, potem sva se vseeno še dol spustila do nje, ne on, ne jaz jo nisva poznala in sva ugibala, kje točno bi šla, ne. Recimo take stvari so se dogajale pri tej poplavi, ne, vse na koncu je noter 160 smeri, ne. In je nemogoče, da bi nekdo bil vrhunski poznavalec vseh 160, ne, tako v smislu avtorstva, ne. Je pa Tine nesporno, bom rekel, glavni avtor te knjige, ne, ker brez njegovih opisov bi bila ta knjiga dolgočasna, ne. No, ta njegova romantičnost in poetičnost. Absolutno. Ne, tudi vsaj v tej drugi izdaji, ne, je že v spremni besedi, ne, Pavle je zapisal, da tudi, če se ne motim, si že prej povzel te njegove besede, ne, da ko to bereš, bi kar šel, ne, Ja. te zasrbi, te navdihne, ne. Seveda, ne, in bom rekel, da veliko prijateljev, planincev so mi rekli, veš, kaj sem pa kupil pred kratkim, pa rečem, kaj pa slovenske stene, sem rekel, pa se naplezaš, se hodaš, ne vem, gor na Dobrčo, pa ker na tele hribe okrog Ljubljane. Ne, ampak te opisi so tako sladki, ne, v teh, ne, je rekel, tudi če se zapeleš v vrata, ne, kot planinc in tudi ne greš na Triglav, si samo tam na kakšnem opazovanju ali sprehodu, je rekel, so te opisi tako žlahtni, da potem opazuješ steno in lahko podoživljaš to plezarijo že v teh opisih, ne, pred smerjo, ki jih Tine noter namenja, kako bi rekel, hvali gore ali prvim plezalcem ali mogoče, ne, bitki za prvo smer in tako naprej. No in te Tinetovi opisi so jasno najbolj dragoceni. Po drugi strani je pa, ne, poleg te tehnične vodniške plati, ne, pa od te literarne, ki jo zdaj omenil, je ne nazadnje pa vrednost te knjige tudi to, da kljub letu 2024, ne, sploh zlasti v Julijskih Alpah, imamo še vedno področja, ki pravzaprav niso vodniško podelana, ne. Pravzaprav, če pomisliva na hiter, ne, mogoče bova spustila kaj, Peter Podgornik je zelo natančno obdelal primorske stene, ne. Tako, Ta del Soški, do Vršiča nekako tam pravzaprav vprašanje, če kaj manjka, ne, verjetno ne. Vršič je tudi, Mangart je potem obdelan, zdaj mi je šlo iz glave, tržiški alpinist je obdelal. Tržiški Storžič pa
okrog tudi. Okay, to Ja. tudi. To je še kar nekako dobro. Absolutno, ja. ne, če pustiva ob strani kamniške, ki so pravzaprav cele podelane, Nalogarski so zelo del dobre, ja. in kamniški del in jezersko, to je obdelano. Ne, v Krmi je trapez obdelan, ne, Ja. pa Triglav seveda. Ja. Zdaj se menda obeta ponatis severne Triglavske stene. Skratka, potem so pa Tamar, sicer dolina Krme, Kot, kjer so pa neki uradnih sistematično obdelanih osten z orisanimi smermi, po opisih pa ni. Ne. Pozabila sva še seveda Martulkovo skupino od Mezgeca. Ne. To je tudi res odličen. Ja. To je res in dejansko, ne, saj takrat sva midva s Tinetom imela, ker sva videla, da je interes pri prvem ponatisu, sva imela idejo, da bi pač nekako naredila pa en tak, bom rekel, obsežen vodnik, ki bi bilo vse smeri vse smeri do leta 90 ali nekaj takega, ne, vse preplezane smeri, ne, tako. Ne, ampak potem sva že ugotovila, da to bi bilo približno lahko preobsežno, neobvladljivo. Ne. No, danes bi pa računalniki, ne, v digitalni tehnologiji pa to bilo izvedljivo. Ne. No, sej tudi ni skrivnost, da so bile tudi že ideje o slovenske stene 2, kjer bi recimo se pa uvrstile tudi številne klasike, še iz tistega bolj starejšega obdobja, plus novejše smeri, ne, ker mnoge smeri pač recimo tudi bi lahko bile umeščene ali pa uvrščene v razred nekih klasik, pa jih recimo tukaj noter ni, ne. Pa so potem mogoče malo po krivici bile zapostavljene, ker ni siceršnje literature, ne, smo se vsi zatekali generacije pravzaprav v slovenske stene, ne, in bi si zaslužile še kakšne smeri, da bi jih še kdo obdelal, ampak ko smo nekaj že zbirali, celo seznam smeri, ne, se je potem tudi tam zaključil, ker je se izkazalo, da bi bilo to toliko dela, da če se ne bo kdo resno predal temu. Ja. Tudi nama se je to dogajalo, ne, ob nastajanju. Moramo pač upoštevati, da je knjiga nastajala v glavnini do leta 90, ne, prejšnjem stoletju. Ne. Se spomnim recimo teh diskusij, ne, te skupine, ki je nastajala pa se sestajala ob nastajanju knjige, je bilo marsikakšna smer je izpadla, ker nekomu ni bila všeč. Ne. Pa je pol 2-3 so rekli, ja, pa jaz sem jo plezal, meni je bilo pa super, pa dajmo, ne. Pa nekdo, ki ima mogoče neko majhen večji vpliv, rekel, ne, tam je en sam šoder, pa to nima nobenega smisla, in je izpadla, ne, in potem mogoče po krivici, ne. Te smeri danes ni noter, se spomnim, ne, tako da je bila velika kakšna taka smer v debati, a to uvrstimo ali ne, imeli smo že opis, mogoče skico, ne vem, tudi smeri, ki je v Krmi, ne, recimo se spomnim, enih par takih je bilo tako v dilemi, ali pa uvrstimo tudi kakšno, ki recimo z avstrijske strani pripelje kam na kakšen Pavc ali pač mogoče tam kjer gor proti Zelenici, ne, kakšna smer. S Tinetom sva šla plezat, ne, enkrat prav zato sva šla čez Ljubelj, ne, in tam nekje od avstrijske koče, gor sva 2 smeri, eno sva pol do konca splezala, no, in se pol po grebenu vrnila nazaj, pa tam Tine nekje jamral, rekel, tale šoder pa ne dava noter, če ne vem kaj. Rekel, vse nama je v roku stajalo. No, tako da je marsikdaj kakšna smer tudi takrat že izpadla, ne, bom rekel, in jo njim bi zdaj morda, ne, služila v nekem slovenske stene 2, v enem takem novem priročniku, ne, ker bi bile recimo izbor najboljših iz prve knjige, pa nove, ki jih takrat ni bilo, ne. Ja, nič, pa rečva, naj se kdo pogumi, Ja, prav pa gotovo. naj Rudija pocuka, pa Prav gotovo, naj se ne. projekt začne. Če ne bom imel založnika, bomo izdali, ne. No, vidiš, super. Tako da the bar is open, ne, Ja, kako se reče. Tako, ja. Še eno stvar sem hotel vprašati, in sicer
Ne, glede na to, da je to izbor, je bil pravzaprav tudi iz tega stališča nek unikum. Ne. Sploh, če pomislimo, da je bilo to leta 87, Ja. ki takih izborov 88, ja. pri nas kasneje, zdaj, če hitro ne če pomislim, jih pravzaprav ni. Ne. Zdaj ta zadnji vodnik od Relje pa od Grmovška, ki je bil pri Planinski založbi izdan, se sicer, ja, pa tudi ni izbor, ne, pa pokriva bolj navrtane smeri. Določene spet druga. področje, ja. A ne, ja, Kako sta sploh prišla na tako idejo? Ja, seveda dejansko, ko sva midva najprej sama sestankovala, ne, bom rekel, in tudi kdaj kaj splezala, ne, pa tudi na Turn hodila malo tako, da rekel, da bova v formi, je Tine rekel, veš kaj, izbor mora biti pa en konsens večjega števila alpinistov. In To, kar si pa že omenil. In Ne. zaradi tega sva izbrala teh 100 naslovov, bom rekel, od Primorcev do tam, bom rekel, Vošanka, ki je živel gor na Koroškem, ne, ko je bil doma še plezal po tistih PC Raduh in tako naprej, in pa še njegove kolege, jasno, alpiniste, sva na ta izbor, ne, računala, da to bo tisti temelj. No. In iz tega potem je ta skupina, ne, ki je bili prvi knjigi nastala, sestankovala in črtala ali dopolnjevala smeri. Ne. Kako pa ste se pol na didakti odločili pa še za prevod v angleški jezik? No, potem je bilo pa vedno več tudi v vratih, tudi sam sem srečal kakšnega tujca, ne, ki je rekel, če mu lahko malo prevedem, da bi on šel rad nemško, ne, pa nemško dolgo, ne, ali pa če poznam, ne, pa sem rekel, ja, saj je v knjigi, ne, pa je rekel, ja, pa ker ne znam slovensk, ne, pa sem rekel, se je skica, je rekel, pa bi res rad saj nekaj pa sem pa jaz tako premišljaval, da v bistvu je kar nekaj teh pobud in idej bilo, ne, da tujci bi pa imeli tudi nekaj takega. No, in je bila ideja, da se celotne slovenske stene prevede vsaj v angleščino in tudi nemščino. Ne. Ideja je bila tudi, da gre v nemščino, ne, ker je konec koncev veliko nemških plezalcev ali pa tudi iz Švice, ne, pri nas. Ne. No in jasno, Tineta ni bilo več, ne, potem je nekako bila ideja na meni, da naredim ta izbor. Ne. Jaz sem zopet sestavljal, da bi bile pač večinoma vse smeri od Primorske do Pohorja, no, karikirano, ampak potem, ko je Stanko Klinar rekel, da bi on to prevzel, to nalogo, organizacijsko, pa tudi delno prevod, ne, je pol še povabil svojo kolegico, ki je bila lektorica za angleški jezik na Filozofski fakulteti, in je se izkazalo, ne, da je prevod v angleški jezik, recimo bi pa nastajala morda za tretjino debelejša knjiga. Ne. In potem je nekako pač izpadlo vse tisto, kar nekako, ne vem, najbolj južni del pač tam kakšnih primorskih smeri, potem so izpadle, a ne, tudi take. Nažalost, nekdo, kakšen se je, moj kolega Janko Humar se je malo jezil, rekel, da bi oni celo tam z unga konca malo to podprli, ampak rekel, ste naše smeri ven vrgli pa navmo, ampak mi je žal za to, ampak Stanko Klinar pa a ne, je bil nekako takrat mnenja, da bo preobsežno in da tujce res pravi ne zanima toliko podrobno, ne, če že potem pri kakšnih domačinih, alpinistih, planinskih društvih, torej alpinističnih odsekih najdejo kontakt in dobijo, je rekel, dajmo narediti en tak, kako bi rekel, en izbor evergreen, a ne, slovenskih smeri, a ne, poudarek Julici Kamenška. Ne. Kdaj je to šlo? To je pa Angleška išlo, verzija. ja, tam nekje, no, zdaj ne vem, 2-2-2-3 nekako. Aha. No in prodaja ni velika, ampak recimo Praga prodaja vsako leto 30 izvodov. Zanimivo. Primerja. Je ta zgodovinska povezana s češkimi planinci. Ja, in in velikrat sem že tako, ne Kar. velikrat, parkrat sem srečal v vratih kakšne, ki so imeli angleški izvod. Ne. Ja, no tudi jaz vem, da sem tudi že ne 2-3 izvoda nesel prijateljem tam v Šamoniju, ki so pač plezalci. Ne.
žena Pavle Kozjeka me je klicala, rekla, če bi lahko 2 izvoda angleške knjige podarili naši Jani Garnbret, ne, ker bi rada dala za darilo japonskim plezalkam, ne, nekaj od naših sten. No in potem smo dali najprej pač Kozjekovi, ona je dala Garnbretove, pa pol podarila to. Ne. Zanimivo. Ja. No, pa bomo videli, kako bojo prišli. Japonke plezale v slovenskih stenah. Ja, če bojo te tam močne prišle, pa v svingo bojo verjetno šle. Ne? Ja, eni pač športni plezalci nikoli ne zaidejo v stene, eni so pa zelo dobri. Ne? Če se mačkam zdaj še dotakneva didakte, pa sam mačkam tako, če ti zdaj skozi spomin preleti, s katerimi slovenskimi gorniki, alpinisti si kaj sodeloval? Torej, didakta je, pač kot sem rekel, od leta 90 potem začela tako izdajati planinsko literaturo, alpinistično in tako naprej. In mi je bil velik izziv izdati vse, kar je tako zelo zanimivega z tega področja. Ne. No in pač prva knjiga, ki je bila taka tako pač nekako bila sprejeta z velikim odmevom, ne, pozitivnim najprej, ne, je bila od Toma Česna sam, ne, to je bila velik format knjige, izredno lepe fotografije, ne, tako bi rekel, dobesedno paradne fotke, ne, lepa knjiga, ne, in tudi prodaja, ne, takrat, ne, po tistem njegovem uspehu v Loceju, ne, pustimo podrobnosti, je bila zelo uspešna. Ne. In se spomnim, da mi smo nekje pri nakladi 8000 končali in smo rekli, da pač ne bomo šli v kakšen ponatis. In je potem slovenska knjiga, to je ena založba iz Ljubljane, prosila, če jim prodamo pravice še za kakšen ponatis, no in so oni naredili ponatis in prodali še 2000 izvodov. Ne. Zanimivo. Tako da, kakorkoli knjiga sam, ne, Toma Česna je išla v nakladi. No, to je bila prva taka odmevna knjiga, ne. No, potem so se pa začele vrstiti, mislim, da je nekje do danes blizu 200 s planinsko tematiko pri didakti išlo. Ne. Zdaj bi težko vse naštel. Zelo sem ponosen, se pravim, na to monografijo Pavleta Kozjeka, alpinista, ne, ta je res tudi razprodana in včasih me kakšen kliče, da ne poiščem, kjerkoli pravim, da ne, v arhivu je čisto samo en izvod, ki ima žig arhiv in to je edina naša knjiga, ki jo sploh imamo vsi. Tudi jaz sem imel doma 2 svoji, sem pač kakšnim, ki je imel kakšen slavni alpinist rojsten dan, pa je nimel, sem jo pač skoraj kot solzam v očeh oddal, ne, zadnji izvod od doma. Ne, tako da. Predvsem je bil tudi noter CD, a ne, in ta CD je bil enim zelo pač tako, ker niso poznali nekaj njegovih stvari, ne, so zelo. No in potem tudi, a ne, sva imela promocijo, ne, Miha Lamprecht, a ne, ki je tudi sodeloval pri nastajanju te knjige, je potem rekel, da bi imela kakšno turnejo po Sloveniji, po knjižnicah, ne, ker se zanimajo za predstavitev te knjige, no in sva pol, a ne, pač jasno, nažalost posthumno hodila po Sloveniji in v knjižnicah prodala še kakšen izvod, predvsem bil pa veliko navdušenja, ne, tudi teh okolica Ljubljane, polno obiskovalcev, tako da Miha je prevzel ta in memoriam del, jaz ta knjižni del, no, in sva se krasno dopolnjevala, tako da. Ja, sigurno knjiga, ki je vredna branja, ne, in pa tudi ne nazadnje nek tak ustrezen spomin na človeka, kakor je bil Pavle. Ne. Ja, izdajali smo tudi, tako, ne glede na to, smo izdali tudi tuje, izdali smo tudi Messnerja, pred leti izdali smo ne vem koliko, par knjig od Vikija Grošla, ne, njegov Everest, ne, ki je šel pri didakti, je bil zelo uspešno prodan v nakladi, če se ne motim, 3500, a ne, tako na dah je šel, a ne. Potem tudi, bom rekel, take izkušnje enega alpinista iz Domžal, ki sem je pa v otroku bil, a ne, 5-6 let star, a ne, v Martuljku, a ne, ravno tako, pač tam
na tej poti, čez mostičke proti Slapu, pa skala, ki je bila tam že milijon let takrat padla na Tamavga. Tako da, bom rekel, in izdajali smo, ne vem, včasih ni minil mesec, da ni šla kakšna planinska knjiga. Izdali smo tudi, tako bi rekel, malo skritizirano zgodovino slovenskega planinstva, od doktor Strojina, ampak take nove pa še nisem videl, tako da. Ja. Jaz sem rekel, lejte, je išla, dajte narediti boljšo. Ja, seveda. No, torej, namreč moja filozofija je ta, da kdo nekaj napiše, in če je to, recimo, vsaj neka vrednota, da je, ali pa nek zgodovinski zapis, to pri didakti vedno prišlo na odprta vrata. Mi nikdar nismo rekli ne nekim zapisom, nekim knjigam, nekim rokopisom. Primer tudi z tega jadralskega sveta, marsikdaj mi kdo rekel, pa kako ti Šterku izdajaš knjige, Jure Šterk, slovenski jadralec, saj to tako piše sam, bolj o tem, kako je na kakšno barko skočil, na to pa na pa. Ne, sem rekel, ne, Jure Šterk je dokument enega časa, on je to dokument, mi nismo tako kot Angleži, da bi imeli takih velikih Juretov. Jure Šterk je legenda, in ne glede na to, kako piše, on je pri meni imel zmeraj odprta vrata. Čeprav včasih tako bilo malo po njegovo, ampak mi smo ga z veseljem bili vedno znova in znova veseli. In to je bilo moje pravilo, vedno tudi pri planinskih knjigah. Zdaj recimo se že 2 leti ukvarjamo, imamo pravice že odkupljene za ponatis Teraja, Osvajalci nekoristnega sveta, ampak pa se nekako zapletli z otroka, starejša od mene, sta nekako začela komplicirati pri tem prevodu, da se ga ne sme nekaj osveževati, popravljati, pa pol ta. Pravice pa imamo, tako da razmišljam, da bomo še to. Pa te alpinisti zdaj že večji pišejo, ravno kar imamo enega slavnega Mojstrančana, da ga bomo mogoče do jeseni ali pa vsaj do zime izdali. Super, se že veselimo. Omenil si Jureta jadralca. Ja. Jadranje ti pa tudi zelo blizu, ne? Ja, vedno sem imel dilemo, če je bil dober veter, pa vseeno lepo vreme, ali v kakšno steno, ali pa na morje. Imeli smo eno staro barkačo, dolgo 7,90 m, in smo, če se le dal, potegnili jadra in šli, tudi potem kasneje z malo novejšo, ampak še vedno majhno barko, smo šli v Grčijo iz Umaga, pa nazaj in smo delali take, bom rekel, poti, torej Lastovo, Palagruža, to nam je bil vedno izziv, večkrat smo šli tam, pa do Italije, pa čez, torej jadranje je bilo meni vedno, saj ni naključje, da veliko jadralcev je tudi alpinistov, Tako sem že v naši marini srečeval, Rudija Rajerja, Marjana Ostermana, z Marjanom Ostermanom imava sploh legendo, ko sva še kot pripravnika menila, da bova prečila Ponce po zimno, in jih še do danes nisva, tako da najna stalna šala, kdaj greva zdaj Ponce prečeti. Jadranje je mene vedno tako, zelo zasužnilo, tako da ne morem na poletje, vsaj da si zdaj, ko sem barko pred leti prodal, ker ni bilo več denarja za vzdrževanje in privezek, so vsako leto dražje, potem si jo kakšnega prijatelja sposodimo ali kakorkoli, da vsaj se mi, kot se reče, pika vdre. Pa si kdaj razmišljal, kaj te to privlači, pri eni ali drugi dejavnosti? Narava, veter, svoboda, Jeti na barko in odpeljati z jadri se ven, to so male počitnice, tudi če je to samo za 1 uro, 2. Jeti v steno, da tako bi rekel, malo poplezaš, pa magar sam na Turnica. To odidejo vse tiste težave, to dejansko, bom rekel, ne podpiram tega iskanja rešitev v gorah ali pa na morju, ampak dejansko ti jih pa odpihne, ti jih pa veter odnese ali pa ti jih stena oblaži, in jih ti omili vse probleme, tako postanejo relativni, in ko prideš na vrh, rečeš pa, se svet je lep. Pa greš domov in je doma lažje.
Ja, in potem to je tisto svoboda, ki jo občutiš, a ne. Jaz mislim, da dejansko to je tisti stik z naravo, pristno elementaren, a ne. Jaz vedno nisem nikoli maral ropotajočih gliserjev, a ne, vedno so mi šli na živce, kadar so mimo mene me zalivali, in hrup, a ne, neslišno drsenje po valovih, in šumenje morja, ne, ali pa veter v hribih, tudi pozimi, saj jaz vedno, včasih mi je, ne vem, tudi ženo je kdo rekel, pa kaj rineš, danes se bo sedem slabo vreme, ne. Rečem, ampak saj hribi so vedno, tudi če je slabo vreme in gremo, ne glede na vreme, ne. Pač ne silimo potem v težave, ne, ampak midva z prijateljem Tekavčičem zdaj že 20 let vsako leto preživiva en teden v centralnih Alpah in imava projekt 4000 plus, ne. In zdaj ne vem, koliko nam jih še manjka nam je to najtežji, ne, ker mislim, da jih ne bova nikoli dosegla, ne, ampak ta lažje pa še vsako leto, ne, če ne drugače, pa če je tako nanese, pa saj na Breithorn greva. Super, bravo. To z doktor Tekavčičem? Ja, on je ta legenda, tako da on me tudi, bom rekel, mi smo kot mladinci, ne, na akademiku prečeli Monte Rosso, ne, preko Liskama, spali gor tam nekje na 400-300, prespali, potem pa prečeli Monte Rosso, ne, Liskam, Castor, Pollux, Rocca in potem je mislim, da je bilo 30 let zatem, reče Igor Tekavčič, bi ti midva spominsko tole ponovila, ne, sem rekel, ampak ne vem, če bi jaz šel glih na Liskam, ne, konec koncev je le kombinacija skale, sneg, pa sem rekel, ne vem, ne, če bi kakšen frajer naju zraven vzel, pol ne. No, ampak je rekel, pa greva kakšen 400-čak, no, in sva šla za 3 dni v Cermat in sva v 3 dneh osvojila 3-4 tisočake, ne. No, potem je rekel, si zato, da to najina tradicija, sem rekel, sem, no, in zdaj 20 let hodva, letos imava rezerviran 1. avgust, mislim, da greva v Črvinjo, pa gor pa morava raziskati, kje je ta bivak pod Rocca Nero, en bivak, ker tam se zastonj spi. Ampak ti se bada tako težko, nekako sva ga že enkrat iskala, iz Breithorna sva šla na Castor pa na Pollux, 2 leti nazaj, 3, in no, pa tudi nama je zmanjkalo časa, bi pa mogli peš v dolino, ampak nisva nadal, sva rekla, pa iz Črvinje ga bova lažje najdla. Če se ne motim, je mogoče, če je to ta bivak, ki ga imam zdaj v mislih, je to, če se gre iz Ajas bajte, kor pod Polluxom, pa Castorjem, Polluxom, pa levo, pa mislim, da je tam. Tam nekje, ampak mora malo tako spodaj, tako nekako mečken, da pol gor lahko nadaljuješ, če se ne motim, lahko nadaljuješ na Rocca Nero gor. Ja, no, mogoče poglejta, če ni z Greseneja celo bližji. Pa da ne bova preveč zašla, ker se tudi jaz zdaj čisto ne spomnim, ampak možno, zelo možno. Bravo, da imata še to. Da sva rekla, dokler bova lahko bova, ne. Pa sva pa eno leto ali 2 nazaj na Menšhite, gor nad Grindelwaldom, videla enega gospoda, ki je bil sigurno precej čez 90, 95, je pa rekel Igor, no, veš kaj, če neva pa takole pri 95, kad tisti gospod, pa si je pa eno malo pivo naročil, bova pa do Menšhite prilezle. Pa oglih tako lušten, ne? Ja. Praviš svoboda, pa a si tudi v tej literaturi najdeš te neke oblike, ali kako čem reči, načine, kako se iskati neko svobodo, ker namreč neko ustvarjanje, pisanje kot tako, ne, je tudi neka oblika, kako se izražati svobodno. Jaz sem tudi skozi pisal. Že v srednji šoli se spomnim, da sem imel včasih tako, bom rekel, odlične spise, da sem jih mogel enkrat celo na enem zboru dijakov, je bilo 4000 dijakov, prebrati en svoj spis, ki bi tak protestniški, ne. No, in od takrat naprej me malo zagrabilo in sem skozi nekaj pisal, včasih malo poezijo, včasih malo tako, ne. Vedno sem kaj tudi objavljal v Planinskem vestniku, kakšne prispevke, pač kar se mi je zdelo tako zanimivo, da lahko komu kaj povem. No, in tako pač je tudi nekaj takih knjig nastalo, a ne, ki so tako, bom rekel, manj znane, kot da so moje.
recimo en vodnik po občini Vič Rudnik, ko je bila še občina, hodil sem po 100 poteh, to sem napisal en vodnik, ki je šel v nakladi 30,000 izvodov. Namreč dobilo ga je vsako gospodinjstvo brezplačno, ker jih je občina kupila. Zanimivo, to moram pa jaz doma vprašati, ker namreč jaz sem odrastel v občini, bivši Vič Rudnik. Hodil sem po 100 poteh, je ena taka brošurca, ker pač opisuje od Krima do Barja, Gobena, Pajalke za Ljubljano in vse te stvari sem prekolesaril in opisal, in potem je na občini sem poznal enega tam v občini, ki je rekel, da bi pa to radi objavili, in potem sem to, take stvari sem počel, Tudi pisal sem en prvi priročnik za otroke v hribih, predno so te nastali, ki so zdaj, kako bi rekel, znani in popularni, sem to že tam leta 85, pisal, ko so mi prvi otroci zrastali, so bili stari tam par let, sem začel pisati, ampak potem Mladinska knjiga mi je dala že pogodbo, ampak potem me je vse drugo toliko potegnilo, da nisem uspel do tistega roka oddati delovno gradivo in potem to nikoli ni nastalo. Ampak pisal sem pa skozi, tudi še zdaj kaj napišem, manjkrat, včasih me kakšen kaj prosi, tudi v revijo Val, to je pomorska revija za navtike. Nažalost, vedno večkrat pišem in memorijam, kar upam, da bo tega vedno manj, pa da ne bom prekmalu sam zdrav. No, tudi jaz ti želim še mnogo let. Ampak izdal si pa tudi eno pesniško zbirko tvojo. Ja, jaz sem skozi pisal pesmi, tudi že v srednji šoli, pa pol na fakulteti, sem pisaril tako malo tudi v te razne literarne revije. Se spomnim tudi, da je Jani iz Kranjske Gore, pokojni zdravnik, ki je na žalost ostal Krešlo. Ja, tako, Jani Kokal. Ja, Jani Kokal, mi je takrat tudi povabil v neko literarno revijo in sem takrat prav za njega, se spomnim, napisal enih 5 pesmi, tudi ena njegova knjiga je išla pri nas, v Didakti, od Janija Kokalja. Mislim, da so spominjali, kako je naslov. No, in potem sem še pisaril, potem pa, ko se mi je pa ubila žena, so pa vsi rekli, da bi bilo prav, da bi to malo objavil, tako malo več tega, in pa sem zbral tisto, kar je šlo v Planinskem vestniku, pa založba Mihelač je izdala eno planinsko poezijo večjih avtorjev in je tudi izbral 2 moji, in potem sem to zbral tiste nekaj iz pomorskega sveta, nekaj iz alpinističnega, in je nastala ta zbirka Misli bivanja, prva, in je tudi že druga je išla, ampak je šla samo v takem majhni nakladi, za druge se nikjer ne dobi, tako razen v Nuku. Ampak zdaj nekje nastaja tretja, je v predalih, tako mogoče zaenkrat. In ta, recimo, Misli bivanja ima tudi nekaj teh planinskih meditativnih, se spomnim, da takrat sem veliko komuniciral, ko sem objavljal z profesorom Orl. Orl je bil urednik Planinskega vestnika, on je takrat me zelo spodbujal, da ne še objavljam, da ne še pošiljam, ampak jaz sem bil takrat tako na tolikih koncih, sem rekel, ko mi bo kaj tako padlo. On je bil navdušen in mi je objavil ene 5 pesmi mi je objavil v Planinskem vestniku, to govorim tam leta 85, tam nekje. Ali pa tudi kakšne take manjše črtice sem objavljal včasih. In potem po smrti žene sem pa rekel, da pa to izdam in sem dal to Misli bivanja. Tako da ena od teh pesmi je letos bila uglasbena na melodije Morja in sonca, pomorska, Jadra, ki je ena takih, in jo baje jadralci obožujejo to pesem Jadra, ker daje tak svobodni duh razmišljanja na morju in ta pesem. To bom pa preveril. Jadra, ja, to priporočam. Super. Velja pa tudi za hribe, enaka tematika. Verjamem. Pa kako ti uspeva vsa ta leta, skozi pravzaprav vse te življenjske preizkušnje, biti vedno tako aktiven in na tolikih projektih, in ne smeva tudi pozabiti omeniti, da si, če rečem, bdel nad Slovenskim knjižnim sejmom,
Ja, Lep 12 čas. let sem bil predsednik knjižnega sejma, tam sem, bom rekel, pustil en pečat, ker ko sem ga prevzel, ne, pomagal mi je tudi Luka Novak, kolega, ko sem prevzel knjižni sejem, je bilo to ena dolgočasna razstava v enem nadstropju knjig, prodaja sploh v veliki sprejemni dvorani ni bila mogoča, prepovedana, no. Otvoritev je bila tako kar tam, neki so pač malo povedali par stavkov, no, in potem, ko sem ga zapustil, ne, zdaj že kar nekaj let nazaj, mladim, a ne, ki ga vodijo, je bila to manifestacija 300 dogodkov, ogromno enih stvari se je dogajalo, 3 nadstropja razprodani, založniki, vsak večer kakšen dogodek v velikih dvoranah, tako da, ja, ne, knjižni sejem je pustil meni kar en dober pečat 12 let vodenja, ja. Verjamem, da ne samo, da je sejem te pustil pečat, da si ti sejmu pustil Ja, pečat. prav gotovo, ne, da neki iz teh sprememb so, a ne, vidim, se obdržale in so še zdaj, ko je sejem se preselil, pač že takrat v mojih časih se je nekako ponujalo, da bi šli na razstavišče, ker bi lahko vedno večja poplava založb rabijo dovolj prostora, no, in potem ta novejša ekipa je preselila sejem na gospodarsko razstavišče, no, in veliko teh idej, a ne, živi naprej, a ne. No, če se spet vrnem na vprašanje, od kje je vsa ta energija? Ja, ne vem, moj kolega je rekel, da je vsakmu je naloženo toliko, kot zmore. In In velik dejansko, križ, kakor ga lahko nosiš. Verjetno pa, da je energijo lahko črpaš, vidim, da če dlje časa ne grem na kakšen hrib ali pa v naravo, da moram reči, da narava ti daje lahko veliko energije, veliko pozitivnega. Pa naj si bo v hribih, a ne, pa magari, če, a ne, od hiše stečem na Dobrčo, kar je vedno višja, ne vem zakaj, ne. Včasih se spomnim, ko sem še nižje dol v bloku stanoval, pa je bilo še 20 minut več ali pa 15, sem prišel v slabih 2 urah, tudi v uri in pol, ne, zdaj pa od hiše nikoli ne ujamem tistih 2 ur, ker piše, da bi mogel nekako v 2 urah biti na vrh. Pustva zdaj te podrobnosti, ne? Zakaj je temu tako, ampak verjetno, če zmoreš vse to in če si tako aktiven in agilen, prav slabo tudi ne more biti, ne? Ja, seveda, saj jaz sem zelo vesel, da lahko še vedno, recimo, ne vem, najmlajša hčerka nekako, mogoče smo jih preveč silili v hribe, ko so bili najstniki, ne. Zdaj pa recimo pravi takole včasih kakšen proti večeru, če je doma, pravi, a greva en sprehod, ne, in to je za njo pomeni en krog okrog Bleda, ne. To je sicer enih 6 kilometrov, pa si mislim, no, to meni je malo dolgočasno, ampak naj bo, ne, vsaj en sprehod pa bo, no, in to tudi velikokrat naredim potem, če ne drugega je pa meditativno, no, ne. Pa biti z domačimi, Ja, to z pa itak, otroci je pa, ja, to pa itak, kako se reče, priceless, neprecenljivo. tako ja. Rudi, hvala za vse tele misli in za vsa tvoja dejanja, pa ne nazadnje, ne, če sva prej omenila, oziroma si omenil pečat knjižnega sejma, pa omeniva še enkrat pečat, ki si ga s Slovenskimi stenami pustil v naši skupnosti. Hvala, želim ti vse dobro in srečno še naprej. Ja, hvala za povabilo, vse dobro planinstvu in alpinistom in ostalim ljubiteljem narave.